Napredek tehnologije je skokovit tudi na področju medicinsko-tehničnih pripomočkov. Kaj prinašajo novi modeli slušnih aparatov in sistemov FM? Kakšne so izboljšave na področju slušnih vsadkov? To in še več v prispevku. Novosti na področju slušnih aparatov so precejšnje. Naj omenim nekaj modelov, ki morda izstopajo, ki so novejši. Super izvedba slušnega aparata je posebna v tem, da slušalka slušnega aparata ni umeščena v samo ohišje slušnega aparata, ampak se slušalka nahaja v sluhovodu, v ušesnem vložku, kar v praksi pomeni, da je slušni aparat s svojim ohišjem lahko manjši. Vemo, da je za težje naglušnosti slušni aparat zaradi tega potrebnega prostora za slušalko ponavadi večji. Vkolikor pa slušalka ni vgrajena, je pač ohišje lahko precej manjše. Zvok pa se ustvarja v samem ušesu, v sluhovodu, bližje bobniča. Zato to prinaša precejšnje prednosti pri akustiki, ker je zvok lahko močnejši, slušalka je bolj oddaljena od mikrofona, tako da je že iz tega vidika tudi manj težav z piskanjem, kot imenujemo tudi akustični povratni vpliv. Poleg tega ima slušni aparat še druge tehnološke rešitve, ki jih prejšnji modeli niso imeli. Naj omenim, da pri težjih okvarah sluha se pogosto dogaja, da visokofrekvenčno področje je tako oslabljeno, da nobeno ojačanje ni več koristno. Če ima slušni aparat sistem za razširitev slišnosti, to pomeni, da se podatki visokih frekvenc iz okolja prenesejo na področje, kjer ostanek sluha še ima oseba in se tako zagotovi slišnost tudi frekvenc, ki sicer več niso bile z nobenim, ne glede na stopnjo ojačanjem, možne. Model Super je doplačilo 1000 evrov. To pomeni, da je lahko za nekoga precejšen zalogaj, vendar tisti uporabniki, ki so poizkusili ta model, večinoma se za nabavo odločijo, kajti poslušanje je drastično izboljšano. Novosti so v glavnem v procesiranju zvoka, pomeni in v hitrosti samega tega računalnika, tega mini čipa v samem slušnem aparatu. Računalniki so vedno hitrejši, pomenijo, da lahko naredijo več operacij na sekundo in to je v zadnjih letih šlo skokovito naprej. Vsi proizvajalci sedaj pazijo tudi na to, da je tudi zvok čim bolj prijeten, da je tudi čim boljša reprodukcija recimo glasbe za osebe z izgubo sluha. Tukaj je sedaj je bil velik napredek narejen, s tem, da vsak proizvajalec na nek svoj način poskuša doseči ta cilj, ne. Čim boljše razumevanje v čim težjih slušnih okoliščinah, čim bolj prijeten glas, hkrati pa treba gledati tudi na individualnost. Tudi če sta dva z teoretično enakim audiogramom, ima vsak človek neke svoje želje, svojo percepcijo zvoka, tako da se sedaj gleda tudi na to, da se pač nastavitev slušnega aparata personalizira. Pomeni, da se naredi nastavitev res za uporabnika, ne samo kar se tiče jakosti, tudi drugih parametrov. Cenovni standard je od 296 do nekaj 312 evrov. Prvi znesek je za zaušesni aparat, drugi znesek je za v ušesni aparat. Za otroke oziroma mladostnike do 20. leta pa je standard višji, za tako imenovani digitalni aparat, in so nekje zneski do 650 evrov za en slušni aparat. To je isto, kot je bilo
tako da tukaj ni nekih sprememb. Razvoj gre tudi v smeri boljše brezžične povezljivosti slušnih aparatov z drugimi napravami. Vsi proizvajalci sedaj nudijo te razne Bluetooth vmesnike med slušnim aparatom in drugimi tehničnimi aparaturami, kot so na primer telefon, televizija, računalnik, MP3. Praktično karkoli ima Bluetooth, je možno sedaj povezati z računalnikom, ali karkoli ima kabel, ki se ga da pač priključiti v ta vmesnik. V vmesnik se lahko tudi priključi FM sprejemnik, tako da sedaj se omogoča tudi za aparate, na katere ni mogoče nastaviti čeveljček. Sedaj je omogočeno, da se uporablja tudi eksterni mikrofon, tako da recimo, če je neka težja slušna situacija, da je več hrupa v prostoru in želiš slišati na primer enega predavatelja, se predavatelju da en tak mini mikrofon in potem se pač brezžično pač zvok prenaša iz mikrofona v slušni aparat uporabnika. Tako da je to malo cenejša možnost, bolj pristopna kot je FM sistem. Center Ljubljane. Poleg tega pa je vloga take naprave tudi daljinsko upravljanje slušnih aparatov, saj nekateri želijo tudi z dodatnimi prilagoditvami dodatno prilagoditi nastavitve v posebnih razmerah. Naprimer pri vožnji z avtom, če so zadaj naprimer otroci, s katerimi komuniciramo, lahko usmerimo pozornost ne z obračanjem glave, ampak z izbiro programa nazaj. Za tiste uporabnike, ki so zelo naglušni, ponavadi velja, da tudi nosijo slušni aparat cel dan v vseh razmerah, pri vseh aktivnostih. Takšen slušni aparat je tudi dodatno zaščiten pred vplivi potenja, vode, tako da je vodoodpornost povečana zaradi nano zaščite, kar spet omogoča uporabniku tudi v raznovrstnih razmerah boljšo uporabo, da ni treba biti v tolikšnih skrbeh zaradi trajnosti slušnega aparata. Ne glede na vrsto zaščite, ki je povečana pred vdorom vode v slušni aparat, se v vodo s slušnimi aparati ne sme, niti se ne smemo pozabiti pri tuširanju. Novosti so tudi na področju slušnih vsadkov. Napoveduje se, da bo v roku 2 mesecev zunaj nov procesor 6. generacije. Funkcionalno naj bi bil zelo podoben dosedajšnjemu procesorju, vendar s popolnoma novim čipom, ki bi naj bil manj potraten, kar se porabe baterij tiče. Zaenkrat zavarovalnica vedno upgrade dovoljuje, ne? Kar se pa bolnice tiče, pa ko bo nov razpis, bodo tudi novi aparati vzporedno s tem prišli v upoštev. Naših polževih vsadkov je okrog 130, to je pa verjetno okvirno polovica vseh v Sloveniji, druga polovica je Medelovih. Kar se pa bah tiče, jih je trenutno okrog 60 operacij bilo že izvedenih, nekaj otrok ima pa baho še na traku, ker pred 5-6 letom se operacije ne da izvesti. Zdaj je prišla v uporabo 4. generacija implantov. Prednost teh implantov je, da se bistveno hitreje vraščajo v kost in da sam potek operacije lahko bistveno hitrejši, ker določene koraki so poenostavljeni. Po operaciji lahko zdaj implantiranec dobi zunanji del že po 14 dneh ali pa 3 tednih,
kar je prej trajalo skoraj 2 meseca. Ne. To je pa velika prednost teh novih implantov. Za uporabnike polževih vsadkov še dobra novica pred poletjem. Pri Nucleusu 5 procesorju z akumulatorskimi baterijami je ta varnost, ta zaščita pred vodo že do take stopne, po standardu IPA 57, da če vam pade za 1 minuto v 1 meter globoko sladko vodo in ga potegnete po minuti ven, bi vam moral še delati. Sedaj je pa Kohler naredil tudi posebne vrečke za enkratno uporabo, v katere ta procesor zaprete in si ga pritrdite za ušes in se lahko celo potapljate z njim. In kdaj bodo slušni aparati tako majhni, da bodo nevidni? Elektronika deluje še vedno na nekje 1,2 miliampera. In dokler bo elektronika delovala na tem področju, bo še vedno potrebno relativno velik porabnik energije, slušni aparat. Zato tu v neki bližnji prihodnosti ni mogoče pričakovati nekega ekstremne revolucije na tem področju. Pomeni, da bi lahko vgradili slušni aparat tik ob bobniči in bi zadeva delovala 1 leto. Ne. Sicer nekateri proizvajalci nudijo slušne aparate, ki so čisto globoko kanalni in teoretično zdržijo 3 mesece, samo to v praksi se ni tako izkazalo, kot se je pričakovalo. Ne.